Celje, ki na zadnjih 3 tekmah ni zabilo gola, je tokrat gostovalo pri velenjskem Rudarju. Knapi so v prejšnjem krogu gostovali pri ljubljanski Olimpiji in izgubili 2:1, kljub temu pa je pred tednom dni Aleš Čeh doma dosegel prvo zmago s svojim novim klubom. Prva priložnost za Celjane, takole mimo vrat je poskušal Bajde že v prvi minuti, v 6. minuti pa še ena priložnost za Celjane, nekoliko mimo desne vratnice je meril Vrhovec. V prvih minutah boljši gostje, tole je še ena kombinacija in velika priložnost za Plesca. Z golove črte je žogo izbil Jeseničnik, potem pa so vendarle tudi Velenjčani prikazali nekoliko boljšo igro, padel je Črnčič, Damir Skomina pa je pustil igro in ni bilo prekrška za 11-metrovko. Celjani pa so imeli še eno veliko priložnost. Verbič je prišel sam pred vrata domačega čuvaja mreže Rozmana in takole zgrešil. Ostalo je pri izidu 0:0. Potem pa kdor ne da dobi in kazen za Celjane. Priložnost takole za Črnčiča in žoga se je nekoliko čudno odbila tudi pred vratarjem Celja Kotnikom in ga premagala za 1:0. In še zadnja akcija prvega polčasa, tokrat je streljal Vrhovec, še enkrat pa sreča za Velenjčane, ki so ostali nepremagani v temle prvem delu. Sliko smo zdaj že v drugem polčasu, zahtevali so domači 11-metrovko, tule nespretnost gostujočih nogometašev. Damir Skomina pa je tule najverjetneje spregledal igro z roko in ni dosodil 11-metrovke. Še enkrat je poskušal iz prostega udarca Jeseničnik, odlična obramba Kotnika in nova priložnost za velenjski Rudar, odlično preigravanje Podlogarja in dobra akcija tega nogometaša, kateremu je zmanjkalo nekaj moči v zaključku pri strelu. No, potem je prišel do velike priložnosti še enkrat več Rudar, da bi odločil tekmo. Streljal je Rotman, zadetka ni bilo. Potem pa je prečko stresel Bubalović, takole sreča za Celjane in ostalo je pri minimalni prednosti domačih nogometašev. Tudi Dalibor Radujko je z glavo poskušal proti vratom, tokrat je zgrešil. Celjani pa so imeli še eno veliko priložnost, Plesec je podal pred vrata, žoga pa je zadela prečko in ostalo je pri minimalni prednosti Velenjčanov, ki bi tole lahko odločili že veliko prej, vendar po sodniškem podaljšku tekme je še zadnjo priložnost zapravil Bratanović in pomembna zmaga, druga zaporedna za Rudar doma, tokrat proti Celju z 1:0.